Je državi res mar za nadarjene otroke? Kar nekaj staršev je prepričanih, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti njihovim otrokom zapira vrata do Zoisove štipendije. Kaj odgovarjajo na ministrstvu? Kaj pravijo na štipendijskem skladu? Kako je z drugimi štipendijami? So nujna socialna pomoč, privilegiji, spodbuda za poklicno pot? Odgovore je za 24 ur dejstva iskal Miha Drozg. Sedemnajstletnik, danes je v 3. letniku srednje šole, je bil izjemen učenec, prejemnik številnih zlatih in srebrnih priznanj. A ko je v vpisu v srednjo šolo pred 2 letoma oddal vlogo za Zoisovo štipendijo, je sledilo negativno presenečenje. Bil je prejemnik največjega števila najrazličnejših priznanj na osnovni šoli, večkrat pohvaljen odličnjak, a njegovo vlogo za Zoisovo štipendijo je štipendijski sklad kljub temu zavrnil, pripoveduje 17-letnikov oče. Ker so bili čisto vsi trije izjemni dosežki zavrnjeni iz razloga, da ne izpolnjujejo pogoja glede sofinanciranja teh tekmovanj iz javnih sredstev. Zato so se odločili za tožbo. Njihov argument, pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij, na katerega se sklicuje štipendijski sklad, oži pogoje za pridobitev štipendije, sicer opredeljene v zakonu o štipendiranju. Zakon govori samo o sofinanciranju iz javnih sredstev, kar po našem mnenju izhaja že iz zakonodaje, zlasti iz zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Argumentu, da so tekmovanja, ki jih že 15 let organizira Zavod Matema in se jih je doslej udeležilo že več kot 32 tisoč tekmovalcev, sofinancirana iz javnih sredstev, je v 2 podobnih primerih pritrdilo tudi Višje delovno in socialno sodišče, pripoveduje Mateja Budin, direktorica Mateme. Delujemo s šolami. Šola odda prostor, šola nudi mentorstva, šola nudi vso podporo tudi pri izvedbi samega državnega tekmovanja. Tekmovanja so dvostopenjska in tudi po mnenju sodišča to zadošča kot argument, da je tekmovanje sofinancirano iz javnih sredstev, konec koncev šole precej prispevajo finančno k izvedbi tega tekmovanja. Zato podoben izid na sodišču pričakuje tudi Andrej Šalika. Pričakujemo pozitivno sodbo, potem pa najverjetneje še pritožbo se strani Ministrstva za delo in potem ocenjujemo, da bo postopek trajal še kakšno leto, tako da se bo najverjetneje zadeva razpletla tam nekje, ko bo sin v 4. letniku. In kako odgovarjajo na štipendijskem skladu, kjer presojajo vloge za Zoisove štipendije? Sklad je dolžan upoštevati pravilnik in če sodišče odloči drugače, sodišče lahko na podlagi zakona odloča, sklad pa ne more samovoljno izbirati, ampak se mora striktno držati tako zakona in tudi pravilnika. Pa Ministrstvo za delo, ki je pristojno za pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, pred kamero niso želeli, poslali so pisni odgovor. Vztrajajo, da tekmovanja, ki jih organizira Zavod Matema, ne izpolnjujejo pogojev za uveljavljanje izjemnih dosežkov pri Zoisovih štipendijah. Navedbe Mateme, da so tekmovanja sofinancirana iz javnih sredstev, so zavajajoče, pišejo, in krnijo zaupanje v celotni sistem štipendiranja. Konkretne sodbe sodišč, ki pritrjujejo staršem nadarjenih otrok, pa dam še ministrstvo, obravnavajo individualno, saj odločitev v posameznem primeru ne pomeni avtomatične pravice za druge. A oče 17-letnega dijaka je odločen, da bo vztrajal. Jaz mislim, da je to norčevanje pravzaprav iz izjemno nadarjenih otrok. In tukaj opažam, da starši vztrajajo, zlasti tisti, ki nekako dobijo občutek, da pač to ni fair. Ocenjujem, da Ministrstvo za delo trmasto vztraja na neki svoji predpostavki in da bo očitno treba ne enkrat, ampak ne vem, še kolikokrat dokazati, da delajo napako. Kolikšne pa so Zoisove štipendije? Za dijake 150, za študente 176 evrov na mesec, če se izobražujejo v tujini, še enkrat toliko. Ob tem lahko dobijo še 100 evrov dodatka za bivanje, štipendisti s posebnimi potrebami pa slabih 63 evrov. Lani je Zoisovo štipendijo prejemalo nekaj čez 2900 dijakov in 1650 študentov. Povprečna štipendija je bila 201 evrov, država pa je za vse Zoisove štipendije namenila 11 milijonov evrov. Imate morda štipendijo? Ja, imam državno. Ne, nimam štipendije. Državno. Imam štipendijo, kadrovsko štipendijo. In kaj vam pomeni to, da imate štipendijo? Veliko.
lahko se dosti financiram. Da si lahko plačam najemnino, pa hrano, pa da lahko rečem, da sem nekoliko bolj osamosvojen pred starši. Ja, sigurno pomagajo, sem vesela, da jo imam. Z razlogom je bila verjetno zavrnjena, tako da lahko dobim tudi pomoč staršev. Naj jo dobijo res tisti, ki jo veliko bolj potrebujejo. Največ, več kot 73 tisoč dijakov in študentov je lani prejemalo prav državne štipendije. Višina štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka gospodinjstva. Lani je v povprečju znašala 127 evrov. Obstajajo tudi štipendije za deficitarne poklice, pa štipendije za področje zdravstvene dejavnosti, za področje socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, ad futura štipendije namenjene spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in strokovnjakov. Zneski so, kot vidite, različni. Zelo pomembne pa so danes tudi kadrovske štipendije. Eden večjih štipenditorjev je podjetje za tlačno litje aluminijevih ulitkov LTH Castings. V 16 letih so štipendirali več kot 360 dijakov in študentov. Že kot dijak je prejemal njihovo kadrovsko štipendijo, kasneje jo je dobil tudi za študij na fakulteti. Zdaj je Luka Jamnik v LTH Castings zaposlen kot vodja livarne. Pridobitev štipendije je bila bolj kot ne zasnova staršev. Predvsem je omogočala neko finančno varnost, neko priložnost za delo v priznanem podjetju. Letno v podjetju podelijo do 50 kadrovskih štipendij na različnih ravneh, od srednje poklicne šole do druge bolonjske stopnje, pojasnjuje Sabina Mohorič, strokovna sodelavka v kadrovsko-pravni službi. Delujemo v avtomobilski industriji, podeljujemo pa štipendije dijakom in študentom, ki so se odločili za tehnične poklice. V prvi vrsti in v največji meri predvsem za poklice z področja strojništva, v nadaljevanju pa seveda tudi za poklice z področja mehatronike, elektrotehnike, metalurgije, nekaj malega pa tudi z področja računalništva in informatike. Štipendiranje, pojasnjuje Mohorič, je danes pravzaprav nuja. Dobrih tehničnih kadrov na trgu primanjkuje, zato je štipendiranje sigurno eden izmed najboljših načinov, kako v podjetje privabiti bodoče kadre. Nenazadnje to omogoča rast zaposlenih podjetja, panoge in regije. Tekom štipendiranja tudi poznavaš podjetje. In delal sem na različnih mestih, na različnih lokacijah, kar mi je omogočalo že neka poznanstva, preden sem se sploh zaposlil, kar zelo olajša zadevo v karierni poti. Bodo torej štipendije ena od rešitev kadrovske stiske v državi? Podrobnejša analiza je na 24ur.com.